Nasprotni predlog, kot ga je podalo Vseslovensko združenje malih delničarjev, je izhajal iz zaveze, kot so jo dali uprava, nadzorni svet nove KBM in Republika Slovenija kot največji lastnik in delničar, ki je skozi prospekt javne prodaje predstavljal zavezo, da se 30% celotnega dobička razdeli delničarjem v obliki dividend. Na to so delničarji tudi računali, ko so se množično odzvali na javno ponudbo delnic. To, da se ta zaveza Republike Slovenije kot še vedno največjega delničarja v novi KBM ne spoštuje strani tistih, ki so jo sami kot tako podali, hkrati pa bi morali vedeti, kakšen pomen in kakšne daljnosežne posledice ima nespoštovanje tega, za kar so se upravljavci Republike Slovenije sami zavezali, vizavi državljanom in delničarjem, tudi v primeru morebitnih drugih javnih prodaj, tudi ne nazadnje tujim investitorjem, tudi v primeru, ko gre za državljane, ki so ne nazadnje pomembno sanirali bančni sistem. Sporoča Republika Slovenija delničarjem in državljanom, da se naj poberejo iz družb, kjer je Republika Slovenija, njeni upravljavci, pomemben lastnik. To pa so seveda tudi najpomembnejše družbe v Republiki Sloveniji, zato je to toliko bolj zaskrbljujoče. Banka je ustvarila preko 12 milijonov evrov celotnega dobička in prva perverzija pravzaprav se zgodi že pri tem, da je za odločanje na skupščini namenjena manj kot četrtina, torej 2,8 milijona evrov v obliki bilančnega dobička. Naš predlog je bil, da se celoten bilančni dobiček zaradi tega razdeli. In tisti, ki pravi, da bi bili stroški za številne delničarje pravzaprav s tem večji kot sama višina dividende, pozabljajo na to, kdo pa bi užival korist od teh stroškov. V prvi vrsti spet nova KBM. No, sam seveda se zavedam objavljene dividendne politike in to smo tudi pojasnili na skupščini, vendar je bilančni dobiček, ki bi bil na voljo za delitev za lansko leto, glede na razmere, pač je relativno skromen. Plus je v tem, da je vsaj bil v nasprotju z marsikatero Evropsko banko, kot sem že povedal, seveda smo mi poslovali dobičkonosno, veliko Evropskih bankov lansko leto zaključilo z izgubo. Seveda, bi rekel, v prospektu je bilo tudi jasno opisano, kaj se v teh trenutkih dogaja in tudi tam je pisalo, da v tem primeru dividende ne bodo izplačevane. Na drugi strani bi pa želel opozoriti na to, da je pa knjigovodska vrednost delnice, ki so jo kupovali ljudje, v zadnjih 2 letih in pol narasla za več kot 30%. Tako da iz tega vidika ne moremo govoriti, da donosa za delničarje ni. Je pa res, da dividendnih izplačil v letošnjem letu pač ne predvidevamo, glede na situacijo, kot je. Če nekomu 10 evrov ali 20 evrov ali 50 evrov ne pomeni veliko, to ne pomeni, da velja to isto za vse delničarje, ki so iz tega naslova doživeli pomembne kapitalske izgube. In jasno, naslednja stvar, da je potrebno v prvi vrsti spoštovati sploh na finančnem in kapitalskem trgu tiste zaveze, ki se jih v smislu dividendnih politik poda in kjerim se tudi jasno, pisno zavezuje, v tem primeru celo Republika Slovenija. Ključni moment za zaupanje kapitalskemu trgu in za njegovo rast in stabilnost je ravno kredibilnost, zaupanje, spoštovanje dogovorov. Tudi spričo tega, kako izgleda slovenski kapitalski trg, da je pravzaprav Ljubljanska borza v smislu prometa manj obsežna kot verjetno prodaja bureka v Ljubljani in v Mariboru. Vse to je povezano z stanjem, do kakršnega so pripeljale tudi takšne poteze, kot smo ji priča danes. Torej še enkrat, v smislu dividend ljudem, ki so v težkih časih krize še toliko bolj upravičeni do tega, da bi jim tudi glede na kapitalske izgube, ki so jih doživeli iz naslova javne prodaje, iz naslova dokapitalizacije Nove kreditne banke Maribor, dividende seveda pomenile več kot v normalnih časih in v okvirih. Kar se pa tiče drugega nasprotnega predloga, ki je bil podan v zvezi z nadzornim svetom, smo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev podprli
predlog sicer drugih združenj malih delničarjev, ki so se pojavili v zadnjem času, ampak za razliko od njih, ki praviloma nasprotujejo predlogom, kot jih podaja Vseslovensko združenje malih delničarjev, se nam je zdelo primerno, da takšen predlog podpremo. Jaz sem mu tudi javno izrazil podporo, že v okviru zbiranja pooblastil in tudi na sami skupščini. Velja dodati to, da je iz naslova zbiranja pooblastil vseh delničarjev Nove Kreditne banke Maribor, preko 102 tisoč jih je, prišlo največ pooblastil za mene kot predlaganega pooblaščenca. Tokrat sem bil pooblaščenec kar 2908 delničarjev, kar je približno 40% vseh pooblastil, ki so bila vrnjena v okviru zbiranja pooblastil med 6 predlaganimi kandidati.